Začnimo spodaj. 10. mesto je zasedla naša hišna pevka, ena in edina, očarljiva, meni najljubša, v srcu zapisana, Jerca. Mala terasa, spodaj Ljubljana. Na 9. mestu Zoki, ljubljanski šerif, ki ga že tako nobenač ne razume, a je navzlic temu prevzel vlogo pedagoga in profesorja slovenskega jezika in muftija naučil, kako se pravilno izraziti. Ne vem, zakaj smo morali 40 let hoditi skozi Ljubljano kako se to reče? Sklonjeno glavo. Sklonjeno glavo. Sklonjeno glavo. Sklonjeno glavo. Se dobija popoldne bo spregala. Na 8. mestu veliki vodja z iskrivo in duhovito domislico. Žalostni prdec iz Murgel. Na 7. mesto smo uvrstili našega Johna F. Pahorja, ko je slavnostno zaobljubil, da bo branil Slovenijo v primeru ruskega napada. But in case this will not happen, I will do my best to defend my country. No doubt about it. No doubt about it. Bravo, Pahor. Na 6. mestu sledi izjava ministra Mramorja, čigar doprinos pri sanacijah slovenskih bank je pohvalil celo Bruselj. Morali postaviti določenim ljudem vsaj majhne spomeničke, je rekel, ne pa, da jih naredimo za kriminalce. Na 5. mestu še malo kavbojske diplomacije iz Bruslja, v glavni vlogi Jean-Claude Van Juncker. The dictator is coming. Dictator. Četrto mesto zaseda zopet umetnik Republike Slovenije, ki mu ne manjka občutka za ritem. Vroče postaja. Na zmagovalni oder stopajo na 3. mestu obobožani in po krivem obsojeni vodja stranke SDS. Cela moja družina v tem trenutku nima več premoženja kot mogoče za 250.000 evrov, lahko sami izračunate. Na 2. mestu spet naš dopisnik Zarjavčeve z verjetno najbolj znanim citatom letošnjega leta. Hvala. In na 1. mestu, dame in gospodje, naš največji, še živeči pesnik, ki se udejstvuje ob sredah pred sodiščem s transparentom v roki. Janša je naš idol in heroj, Kučana pa na gnoj! Čestitke zmagovalcu, konkurenca je bila huda. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.